Živijo vsem skupaj, moje ime je Marko Mavčec. Danes govoriva o igrificiranih doživetjih v turizmu, mentoriranju in pa nekih izzivih, s katerimi se marsikdo sooča v podjetništvu. Hvala, ker ste se ustavili tukaj, si vzeli čas in boste v najini družbi naslednje pol ure. Moje ime je Tamara Nanaja-Trani in sem SP-evka. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz oktobra 2025 sem ena izmed 105.107 samozaposlenih, SP-evcev torej. In danes imam to čast, da ob meni sedi Marko Mavčec, podjetnik, ustvarjalec igrificiranih doživetij in mentor. V podjetništvu je zagnal več projektov, zadnjih 12 let pa je njegov glavni fokus igra kot orodje za doživetje in učenje. Začel je z igrami pobega, danes pa svojo ekipo razvija igrificirane izkušnje za turistične destinacije, muzeje in mesta. Ob tem deluje tudi kot podjetniški mentor, kjer pomaga pri razvoju idej, fokusu in pri prehodu v akcijo. Dobrodošel, Marko. Živijo in hvala za vabilo in super opis. Daj nam povej, mogoče za začetek, koliko časa si že samozaposlen in kako se je začela tvoja pot? Ja, zdaj sem gledal ene stare maile in sem dejansko gotovo, da sem decembra 2015 dal odpoved, tako da v bistvu dobrih 10 let sem samozaposlen. Prej sem pa precej enih različnih stvari delal. Jaz sem šel, če bi me, 10 let nazaj nekdo vprašal, kdaj se je začela tvoja podjetniška pot, bi rekel, da sem pri 18, 19 že imel svoj prvi projekt. Ampak, ker sem šel malo bolj podrobno gledati, sem gotovo, da ni bilo tako. Takrat v tistih letih se spomnim, sem v šoli in pa še na faksu, precej enih knjig bral, gledal kakšne videe, delal tudi ene mini projekte, se spomnim, sem kupil, seminarji.com domena za seminarje, pa na tekmi.si za neko organizacijo ogledal tekem. Bila je neka stran s kuponi, se pravi, bilo je ful enih projektov, ampak izziv teh projektov je bil, da jih nisem pripeljal do točke, da bi kdorkoli lahko sploh to kupil od mene, a ne. Nekje vmes se je zataknilo in ta rešitev pol v bistvu ni prišla nekam ven. In v mislih sem imel takrat, da ful stvari delam, ampak v bistvu realno nisem nič počel. In prvi projekt, ki je pa dejansko bil tak, da je nekdo lahko to kupil od mene, da je nekdo lahko dal 1 evro za to, je pa v bistvu pri 26, ki me je en prijatelj dober povabil v en projekt, kjer sva prevzela eno trgovino z otroškimi igračami in pripomočki. In to je bil prvi projekt, takrat sta bila 2 študenta, brez otrok, takrat sem malo ugibala, kaj bo mamicam všeč, ampak v bistvu se ni v redu končalo. In dosti isti čas sem v bistvu začel še en projekt z enim drugim prijateljem, oceniškodo.si. Ideja je bila nek portal, kjer poslikaš poškodovan avto in dobiš ponudbe okoliških delavnic. In še tretji projekt so bili pa geli za ultrazvok, ker sem tudi videl eno zanimivo priložnost. In šel sem iz enega ekstrema, da nisem nič pripeljal do konca, do tega, da sem v bistvu imel 3 stvari istočasno, poleg nekega študentskega šihta še takrat. In spet sem ugotovil, tudi ta ekstrem ni dober, a ne. In pa sem v bistvu počasi rezal te projekte, glede na to, kako se je vse skupaj odvijalo, kaj me je zanimalo. In najprej sva tole otroško trgovino sva zaprla, pa so v bistvu tudi s tem portalom za škodo sva tudi zaključila. Gele sem še obdržal, zraven sem pa še delal svoje študentska dela in razmišljal, kaj so še kakšne priložnosti. Ker iskreno te geli za ultrazvok me niso toliko zanimali. Mogel bi razširiti ta potrošni material v zdravstvu, sem gotovo, da me ne zanima. In takrat sem videl priložnost v sobi pobega, ker sem prvič videl na Češkem. In to sem takrat z enim prijateljem odprl, pa je šel pol on dosti hitro ven, pa sem potem v bistvu ostal sam, ampak že ko se je to odpiralo, sem ugotovil, ok, ne morem 2 stvari delati, moram tudi gele dati stran. In takrat sem ta projekt z geli prodal in ostal v bistvu samo z escape roomom. Pol je še ta ven iz podjetja, sem ostal sam in takrat sem v bistvu bil malo prisiljen, sem dal odpoved v takratni službi, ki sem imel redno, in ostal napolno v sobi pobega v Ljubljani. Zgodba se je odvijala, to je bilo v bistvu 2014, in se je odvijala in počasi sem hotel malo več od vsega skupaj, ker sobe pobega so v bistvu, večinoma so 20% so polne, drugih 80% so pa prazne. In ali boš imel ful količinsko veliko sob, veliko iger, ali boš pa pač se zadovoljil s tem
s temi prihodki in s tem, kar je. In hotel sem se širiti, ni bila opcija v tisti stavbi in sem že tako razmišljal, kaj bi lahko še šel, ampak ta smer nekih iger, doživeti mi je bila pa všeč. To je bilo tisto, kar je prevladalo in tisto, kar te je vleklo v tisto pravo, zaresno podjetniško pot. Ja. To plus, da te kdaj, da se nekaj zgodi, da te mal prisili, da te mal brcne, ok, pejt v to in tam imaš opcijo, greš ali ne in sem bolj šel. Recimo tukaj je bilo, ta kolega je šel ven z tega podjetja, mogel sem ga izplačati, ostal sem sam in tam sem imel, ok, to zdaj ni mal na pol za zraven, to mora biti zdaj na moje 100% fokus rabi biti, ker je najemnina, so stroški, so moja plača in tukaj je v bistvu ta nek moment bil, ko sem pol šel v njega, ne. Lahko bi rekel, ne grem se, ampak sem šel. Trenutek popolne izresnitve in potem predanosti v to, da greš 100% in profesionalno v podjetništvo, te je pa do tega, če prav razumem, pripeljalo en kup enih izkušenj, krasnih, lepih, pa tudi padcev. Ja, absolutno je to vedno. In danes se lahko torej pohvališ, imaš podjetje za igrifikacijo, če lahko temu tako rečem. Kaj to v bistvu pomeni? Omenjal si večkrat že sobe pobega, ampak kakšne produkte ti zares razvijaš in za koga razvijaš te produkte? Razvija se za različne deležnike v turizmu, da tako rečem. Se pravi, Zavod za turizem, občina, muzej, to so v bistvu naročniki. Kaj razvijamo, kaj je sploh igrifikacija? Igrifikacija je uporaba nekih elementov iz iger, ki jih daš v nek kontekst, kjer ni igra. Recimo v igrah imamo neko napredovanje, zbiranje točk, spoznavanje neke teme, ki se ti odpre šele, ko rešiš neko nalogo, in ta kontekst smo dali v neko zadevo, ki ni igra. Recimo čisto na enem primeru, v Kranjski Gori, v Ratečah pri Kranjski Gori smo delali neko igro. Predstavljajte si muzej Kajženkova hiša, to je v bistvu hiša iz 19. stoletja. Noter je črna kuhinja, predmeti iz tistega časa, sobe iz tistega časa, se pravi en zanimiv muzej. In ljudje, ki pridejo v ta muzej, si ogledajo te stvari, preberejo informacije s panojev in v bistvu spoznajo življenje iz tistega obdobja. In takrat smo skupaj z naročnikom, je bila želja, da naredimo neko igro, neko novo doživetje. In mi smo v bistvu vzeli najprej vsebino, ki smo jo skupaj z njimi skomunicirali. Določili smo nekih 5 glavnih točk. Te točke smo določili, kje v tem muzeju bi spoznal te točke in zato smo naredili neke igre. Recimo imaš neko sestavljanko, ki sestaviš to sestavljanko, dobiš pravilen odgovor, ta odgovor te pelje na naslednjo točko. In v bistvu na ta način, na nek tak zanimiv, neprisiljen način ti spoznavaš dejansko zgodovino tega muzeja na nek drugačen način. In to je tudi v bistvu namenjeno za neko širšo ciljno publiko, ker mogoče nekomu sam muzej kot tak ni toliko zanimiv, če ga pa mi dodamo v neko igro, da ima on neko vlogo, da je bil včasih en gospod, pa se je en dokument zgubil in ti si zdaj na misiji, da najdeš ta dokument in dobiš knjigo in rešuješ, je pa v bistvu kar naenkrat nek tak zanimiv način, kako si v bistvu iz igro dodal v nek ogled muzeja in dobil nek produkt, ki predstavlja v bistvu, ki na bolj atraktiven način predstavi neko vsebino. Zelo zanimivo. In ciljna javnost, kdo si ogleduje tovrstne muzeje in kdo se odpravi na takšno igrano dogodivščino? Zelo odvisno, kaj sploh je ta destinacija, kaj je ta lokacija. Ne vem, imamo recimo Muzej Banke Slovenije, ker so večinoma srednješolci in študentje, pa smo tam naredili neko igro, ki je bližje njim. Predvsej je nekih družin, ki hodijo na različna doživetja. Večinoma jih tudi v angleščini naredimo, tako da so tudi turisti. Največ, če bi rekel, če se je pa največ, bi v bistvu rekel za družine, da je to, da je v bistvu nek način, da je otrokom še malo bolj atraktivno vse skupaj, staršem je pa pol tudi v redu, če se imajo otroci fino. Bi mogoče za ta prvi del pogovora gledalkam in gledalcem povedal še, v katerih krajih po Sloveniji recimo si lahko ogledamo oziroma igramo ta doživetja? Zdaj jih je že kar nekaj. Imamo Kranjsko Goro, Idrijo, Jesenice, Kostel pri hrvaški meji. Po vsej Sloveniji? Precej jih je po vsej Sloveniji, tako da je kar nekaj aktivnosti. Odlično. Pa nekatere verjetno še prihajajo, ne? Absolutno, ja. Nekaj se tudi še dogaja, tako da nekaj se zdaj zaključuje, nekaj se je glih zaključilo že konec leta, pa je v bistvu zdaj čez zimo, ne vem, glih tudi v Tolminu recimo, smo tudi imeli, pa je zdaj zadeva ni aktualna, ker je zima, ker je zaprt grad in tako naprej, pa je bo v bistvu aktualna pol
marca, aprila. Torej tudi sezonske igre. Tako. Super, hvala za enkrat, Marko. Nadaljujeva po glasih. Odlično, hvala. Dobrodošli nazaj v oddaji Moj SP. Danes gostim Marka Maučeca. Še enkrat dobrodošel. Ostala sva pri tem, da sva se pogovarjala, kakšne vrste igre in za koga razvijaš. Pa daj mogoče meni in tudi vsem gledalcem povej, katera pa je tvoja najljubša igra vseh časov in ali gre za igro, ki si jo ti razvil, ali pa mogoče za kakšno drugo igro? Dobro vprašanje. Ena od iger, ki mi, če se malo pošalim, je v bistvu ta igra podjetništva, kjer imamo vzpone in padce. Enkrat mislimo, da smo na vrhu, enkrat mislimo, da bomo rabili iskati službo. Ampak cela ta svoboda, toliko enih opcij, take stvari, ta je v bistvu te vrste odgovor. Če grem pa v drugo smer, je pa ena od iger, ki sem ena najboljših sob pobega escape roomov v Amsterdamu, kjer smo v bistvu bili totalno v filmu. Začeli smo na enem parkirišču in odpirali en avto, bila je neka igra vlog, bili so igralci. Toliko smo padali v samo igro, da smo v bistvu vmes že ne veš, a je to zdaj sploh še igra ali smo mi že noter. Tako da neke take igre, kjer res padeš noter in pozabiš svet okoli tebe, te vrste so mi nekako najljubše. Ko te toliko odpelje, da ne veš več, kdo si oziroma si eden njih. In ta igra recimo po 15 letih imam še vedno v mislih, kako sem se počutil, kaj se je kaj dogajalo, kaj je bilo nekih 5 takih točk, ki ti res ostanejo v spominu. Zanimivo, hvala. Si pa omenil kot igro, zanimiva primerjava, ne? Tudi ta svet podjetništva in vsi ti vzponi, padci, jaz si zdaj tako pred očmi predstavljam en tobogan ali pa ne vem, vlakec smrti, vse to, kar se nam dogaja na naši podjetniški ali pa mikropodjetniški poti v našem primeru, ko smo SP-jevci. In ti imaš res ogromno izkušenj. V začetku si nam povedal, kako si razvijal v bistvu svojo podjetniško zgodbo, kaj se ti je dogajalo, kakšnih uspehov si bil deležen, kje so bili padci. A je to tisto, kar te je vodilo v to, da si postal tudi podjetniški mentor, namreč imaš kar nekaj izkušenj tudi na tem področju? Ja, absolutno. Mislim, da glih to zavedanje, da sem v bistvu 8 let, 10 bil v podjetništvu, ampak v bistvu nisem bil, ampak mi je bilo, vsi si, oziroma veliko nas si komplicira življenje, ki gre na neko podjetniško pot z vidika, kako rabi biti, kaj rabi biti, kako rabi biti vse popolno in take stvari. In pol marsikdo obupa. In mislim, da bi to en glavnih razlogov, zakaj sem takrat, kar nekaj let nazaj, šel v prvo neko mentorsko vlogo na Ustvarjalniku, kjer smo delali podjetniške krožke v srednjih šolah. In od takrat naprej sem v bistvu skoraj vedno vključen v nek mentorski program, da probam dati ta nek praktičen pogled, praktičen vidik, kaj je res pomembno, kaj je res potrebno za to, da se gre v neko zgodbo. Tako da mislim, da je bil to glavni razlog, zakaj. Zato, da ljudje, ki bi nekaj delali, da dejansko delajo. Jaz sem zate prvič slišala že nekaj let nazaj in v bistvu po priporočilu, takrat mi je kolegica, s katero sodelujeva na enem izmed projektov, omenila, da je bila v enem takem pospeševalniku, mislim da, za podjetniške ideje in da si ti zanje imel predavanje oziroma delavnico in je bila zelo navdušena nad praktičnostjo vsega, kar si ti prikazuje. Je rekla, ja, eden redkih je, ki nam je povedal in pokazal stvari tako, kot dejansko so. In to sem si takrat zelo zapomnila. In moram reči, sicer bom malo več povedala o tem na koncu, da imam tudi sama to izkušnjo z Markom. Midva namreč že nekaj časa sodelujeva kot accountability partnerja. Iskala sem pravilno slovensko besedo, ampak je nekako nisem našla. Kot rečeno, bova o tem malo kasneje. Ampak a ti delaš tudi z posamezniki, delaš še vedno v pospeševalnikih? Torej, komu si mentor, kdaj, ob kakšnih priložnostih? Ful lepo, najprej sem, da se malo navežem nazaj, ful lepo mi je to slišati, zato ker tudi sam res imam rad praktičnost, nimam rad neke ful teorije, kako je treba delati, ampak ja, pejmo v akcijo in se mi zdi, da marsikdo
preveč, ne vem, gre v neko teorijo, ker najtežje je pa iti v prakso, iti ven, narediti ta klic, nekaj narediti in to je en pogled, no, ker verjetno sem tudi njim takrat povedal. Različno, no, sem v parih nekih združenih, da tako rečem, oziroma nekih organizacijah, kjer sem mentor. Na drugi strani je pa to tudi čist individualna zadeva, no, kjer v bistvu tudi s kom delam 1 na 1 ali so me kontaktirali, ali da sem videl neko priložnost in tako da v bistvu na obeh polih, ali čisto individualno ali prek združenja kakšnega. Okay. Kaj pa so po tvojem mnenju največji notranji izzivi podjetnikov, s katerimi se danes srečujemo in srečuješ tudi ti pri svojem delu? Ene 3 zadeve bi izpostavil. Ena je v bistvu fokus. To, da vsi imamo ful enih nalog in imamo lažje in težje naloge. In če si mi recimo damo nek cilj, cilj je, ne vem, želim si 5 dodatnih strank do konca meseca, in če si res iskreno vzamem čas, pa grem čez to, kaj bi moral narediti, da pridem do teh 5 dodatnih strank, na koncu pridemo do tega, da, ne vem, odpri svoj telefon, odpri koledar v telefonu, pošlji toliko pa toliko mailov, vpraši prijatelja, kdo ti lahko kaj priporoči. Se pravi, to so neke zadeve, ki je precej verjetno, da bojo nas pripeljali bližje temu cilju. Na drugi strani, ne vem, še lepša spletna stran, še lepši logotip, zelo lepa telefonska številka so ene stvari, pa ne vem, račun na vseh možnih socialnih omrežjih je v bistvu izguba časa. Ampak zelo velikokrat delamo ene stvari, ker mislimo, da delamo in smo produktivni, ampak nas v bistvu sploh ne vodijo do tega cilja, kamor bi mi radi prišli. In če se mi tukaj fokusiramo, ok, to so te koraki, ki jih je treba narediti, ki niso lahki, no, se najtežje prodajate, da tako rečem. In če res osredotočimo, ok, to so te koraki, to so te cilji, je na koncu več možnosti, da prijemo do tega. No. Ampak to je ta nek fokus med vsemi dnevnimi nalogami, ki jih imamo. Druga je primerjanje. Primerjanje in v osebnem življenju in v podjetniškem svetu je kar izziv, ker ne vem, imamo spet z raznimi Instagrami in posod same uspešne zgodbe. Vsi vidimo, kako je vse lepo in super. In velikokrat pridemo v to, da se s kom primerjamo, da nekoga vidimo ali pa poznamo koga, kakšnega prijatelja, pa ima že, ne vem, tako pa tako podjetje s toliko zaposlenimi, s takimi prihodki, pa še ne vem, je mlajši recimo. In marsikdo pa pade, ok, nisem dovolj dober, to ni v redu, to ni ok. In enkrat sem bil na eni delavnici, ki jo je imel Jani in sem si še zmeraj, imam v spominu to eno vajo, ki je naredil, ker je imel tako, ok, dajmo narediti, kaj so vrednote. Ne? In če se mi zdaj vprašamo, ok, si kdo je to že slišal, kaj so vrednote, kjer vrednote so tebi pomembne. In imamo, ok, družina, denar, svoboda, tako naprej. Ampak, če si pa mi rečemo, dajmo zdaj primerjati te vrednote med sabo, kjer nam je bolj pomembna. In če si rečemo, ok, denar ali svoboda. Kaj je to denar, kaj je svoboda, si mora vsak v glavi odgovoriti. Ampak, če mi zdaj te dve vrednoti, ne vem, da se moramo za eno odločiti, vidimo, kaj nam bližje. In to vajo sem enkrat delal in sem gotov, da denar mi je pomemben, ampak je še, ne vem, na 3., 4. mestu. In kako se jaz zdaj lahko primerjam, oziroma zakaj bi se primerjal z nekom, kjer vidim samo en aspekt tega življenja, kjer je mogoče tej osebi denar zelo pomemben, pa mogoče zelo velik dela. Jaz pa v bistvu si niti ne želim tega, ampak v bistvu sem po drugi strani nesrečen, ker nimam tega, ampak v bistvu imam pa še, ne vem, 3, 4 dodatne stvari, ki jih pa, ne vem, ali on ima, niti ni važno. Tako še reči, to primerjanje z neenakimi, v bistvu primerjamo hruška in jabolka. Ne? In če jaz ugotovim, da je meni zelo pomembna svoboda, pa da vem, prosti čas, pa da lahko grem, ne vem, v vrtec ob 3, pa tako naprej, pa da kdaj kasneje pridem v pisarno, pa v bistvu zelo težko, niti ne tekmujem, ampak sem jezen na nekoga, ali pa, ja, na nekoga, ki ima par milijonsko podjetje, pa dela po 14 ur na dan, ker mu je to pomembno. In to eno primerjanje nas pol v bistvu doskrat tudi paralizira. Zato, ker ok, on je že tam, jaz tukaj ne bom uspel. Prav imamo fokus, primerjanje. Tretja, ki sem pa tudi pri sebi doskrat ugotovil, je pa v bistvu, imamo 2 vrsti nalog, da rečem. Ena so za neke zunanje naročnike. In če si predstavljam, da sem jaz grafični oblikovalec in imam neke stranke, neke naročnike. In te stranke pridejo do mene in mi rečejo, ok, jaz si želim, da oblikuješ tale tak. In do takrat ga rabim, to želim imeti gor, se pravi, dobimo od tega naročnika nek zapisnik, nek brief, kaj si želi, imamo datum, kdaj bo to dobil in jaz kot grafični oblikovalec bom to naredil.
In jaz imam datum in tega datuma večina ljudi, ki je že nekaj časa v svetu podjetništva, se drži datumov in smo odgovorni in tako naprej. In te naloge niso problematične. Problematične so pa druge naloge, ki so pa zadevajo nek razvoj podjetja ali pa naš lasten razvoj. Če si rečemo, ok, jaz želim iti v tujino svojo storitvo, ki jo prodajam, kaj je zdaj rabim? Rabim novo spletno stran v angleščini, recimo. In velikrat je pa pri sebi sem to zelo velikrat opazil, probavam to izboljšati, povsod še ne, ampak delam na tem, ok, jaz rabim zdaj to stran v angleškem jeziku in to bom delal, ko bom imel čas. Ko bom zaključil tiste 3 projekte, ki jih imam, ki so nujni, ki se zelo mudi, bom naredil. Ampak realno pol pride še 4. projekt, pa 5. projekt in te neke lastne rešitve, lastne stvari, ki so za narediti, pa vemo, da nam bodo nekaj prinesle, jih damo malo na stran. In zdaj sem že parkrat probal take interne stvari tudi voditi kot nek projekt. Sliši se malo nenavadno, ampak si svoj naročnik pa svoj izvajalec. Ampak da si na začetku, ko si to zamisliš, napišeš, ok, nova spletna stran, rabim 3 mesece. To je zdaj v bistvu rok, do katerega mora biti spletna stran. Kaj so zdaj koraki, da se morajo zgoditi. In da je v bistvu po pomembnosti tega ta projekt enako pomemben kot nek projekt, ki ga delamo za enega naročnika. No. In velika, sploh za neke manjše podjetnike je to velik izziv, ker ni ekipe 10 ljudi, ki mu delegiraš, to je za narediti. In tukaj se nam dal krasno izhodišče, tako da bi se mogoče vzeli par sekundic časa, da lahko tudi malo razmislimo in povežemo vse to, kar si nam povedal, kar je zelo dragoceno, in se čez nekaj trenutkov vrneva nazaj k tej temi. Hvala. Lepo pozdravljeni v oddaji Moj SP, Tamara in Marko sva nazaj z vami. Ustavili smo se pri eni zelo, zelo pomembni temi in sicer pri največjih notranjih izzivih podjetnikov. Marko, prosila bi te, če lahko še enkrat povzameš, kateri 3 to so in če nam tega zadnjega mogoče še enkrat malo razložiš, ker se mi zdi to za nas SP-jevce ena res sila pomembna tema in bi si želela, da to ostane z nami. Odlično. Kot sem omenil, ena je fokus, da se res fokusiramo na tiste naloge, ki nas bodo pripeljale bližje končnemu cilju. Drugo je primerjanje, se pravi, kaj si mi res želimo in če se s komarkoli primerjamo, mi samo en aspekt te osebe vidimo in ne vsega. Tretja so pa v bistvu neke zunanje naročniške naloge, pa neke lastne razvojne naloge. In velikrat pri zunanjih naročniških ni problem datuma, izvedbe, držanja rokov, zato ker imamo na drugi strani nekega naročnika, ki nam je pomemben, ki smo mu obljubili, da bomo to naredili in to je narejeno. Na drugi strani, se je malo bizarno, zato ker na drugi strani imamo posebej, ker bi mogli biti še bolj pomembni, ampak te zadeve pa v bistvu čakajo na čas, ko bomo imeli čas. In če si te projekte v bistvu izenačimo po pomembnosti z nekimi naročniškimi, je pol v bistvu malo lažje in se marsikaj več dejansko naredi. Se pravi, tudi to svoje interno delo in delo z naročniki oziroma za naročnike eksterno voditi malo bolj projektno, malo bolj strukturirano. Jaz sem velikrat imel izziv točno ta moment, da je bilo, to bom pa delal, ko bom imel čas. In ta čas ne pride, ker realno, če vsak pogleda malo nazaj, kdaj se je pa res mu, ustavilo, pa je imel veliko časa, pa tako naprej, zelo malokrat je dejansko ta moment. In v bistvu točno te naloge, da smo v bistvu mi sami sebi naročniki in mi sami sebi izvajalci, kar je malo nenavadno v glavi preklopiti na to, ampak da če smo rekli, ok, ta teden imam za narediti, kaj bo vsebina spletne strani, če gremo na prejšnji primer, da to dejansko naredimo. Da tudi, če je to v petek ob 5. popoldan, to imamo za narediti, ker moramo naročniku poslati, recimo v petek do popoldan, smo rekli, naročnik smo spet mi. Ampak te zadeve, da se držimo teh stvari, kar smo rekli, kar je naša časovnica, lahko si predstavljamo tudi enega groznega naročnika na drugi strani, ki bo res siten še, da naredi te stvari. No. Ampak te stvari, da ne čakajo na nekaj, ko bomo imeli čas, ampak so v bistvu identično pomembni kot naročniški projekti. Odlično. Če mi bo danes kaj zelo močno ostalo v spominu iz najinega pogovora, je to, da moram pri svojem delu kot SP-jevka še bolj biti pozorna na to, da sem tudi sama sebi naročnica. Hvala. Zelo kratko, jedrnato, ampak v bistvu zelo dobra lekcija. Hvala.
Pa tudi sicer sem od Marka dobila kar nekaj lekcij v življenju, takšnih in drugačnih. Namreč že prej tekom pogovora sem omenila, da sva midva accountability partnerja. Zato sem se tudi odločila, da si eden izmed prvih gostov v oddaji Moje SP na Moja TV, Ljubljana TV. Pravzaprav sem skušala najti slovensko ustreznico za ta izraz accountability partner. Pomagala sem si s slovarjem, pomagala sem si tudi z umetno inteligenco, ampak nekako nismo našli enotnega odgovora, kaj bi to bilo. Recimo, da so accountability partnerji motivacijski partnerji, da so to mogoče sopotniki pri poslu, ki drug drugega držijo za besedo. Tako recimo tudi jaz definiram najin odnos. Jaz se spomnim, enkrat si v eni Facebook skupini objavil poziv, vabilo k temu accountability partnerstvu. In ko sem videla to objavo, sem bila, ok, to je to, kar jaz zdaj iščem, to jaz rabim, in brez razmišljanja sem te kontaktirala. Spomnim se, da sva se zelo hitro dogovorila za sodelovanje, da zdaj sodelujeva že kar nekaj časa, zelo uspešno. Jaz moram povedati, da odkar imava z Markom te redna srečanja, accountability srečanja, da sem se še precej bolj disciplinirala, kot sem že recimo bila, da sem določene prioritete ne le spremenila, ampak se mogoče bolj naučila jim posvetiti več časa v pravem trenutku. Tudi sicer si mi dal ogromno enih konkretnih, ne samo idej, ker mislim, da SP-jevci nimamo velikokrat težav z idejami, ampak imamo večkrat težave s tem, kako zdaj to udejanjiti, kaj narediti, kdaj narediti. Tako da tukaj en zelo velik doprinos v tem najinem accountability odnosu. Pa bi te prosila, če mogoče ti malo poveš tudi, kako ti vidiš to vrstno partnerstvo, kaj je zate accountability partnerstvo in ali si na voljo tudi drugim podjetnikom za takšno sodelovanje? Ja. Nasplošno so me tudi sam izzive točno s tem. Se pravi, spet, če smo se z nekom nekaj dogovorili, nekaj bo za narediti, je bilo to narejeno. In zdaj, če tisto zadevo odprej preslikamo v bistvu na neko accountability partnerstvo, je to točno to. Se pravi, midva si skupaj dorečeva neke cilje, oziroma vsak zase, kaj so neki cilji, ki jih bova do določenega časa naredila. Rečemo, ne vem, v enem tednu bova teh 5 točk za narediti. In čez en teden se midva spet dobiva in vidva so bile te točke narejene. In kaj je zanimivo, kaj se zgodi, in to je v bistvu tako preprosto je, ampak na koncu je efektivno, je zato, ker marsikdaj je en dan pred tem srečanjem, če mogoče nekdo ni nič še naredil, se vseeno vzame čas pa naredi 2 točki od tega, samo zato, ker ima slabo vest, da bo prišel tja pa rekel, nič nimam. Lahko se gre še korak naprej, pa je kdo kakšne kazni doda, če ni narejen ali pa več karkoli že. Ampak že sam ta moment, ok, to je za narediti, to je datum, če ne boš naredil, imaš na drugi strani enega naročnika. Pa realno se nič slabega ne bo zgodilo, če ne bo, ampak narediš. In namesto, da v tistem tednu nisi naredil nič od teh 5 točk, zato ker si imel ful gužvo z raznimi projekti, spet smo pri naročnikih ali pa kakorkoli že, ali pa življenju, si ti vsaj te 2-3 točke naredil. In to je bil en izziv, ki sem ga tudi pri sebi opazil in tudi pri drugih. In če se spet mi ustavimo, določimo, kaj je nek cilj, kaj si res želimo, dokdaj bi to radi naredili, in če se določi pa še neke umestne mejnike, kaj bo narejeno v tem času, da se pride do končnega cilja, je pa marsikaj več narejeno. To lahko potrdim iz prve roke. Bilo je marsikaj več narejenega in verjamem, da še tudi bo. En pomemben element tukaj pa se mi zdi v bistvu tudi ta del prenosa znanja in izkušenj. Namreč midva se ukvarjava z 2 zelo različnima dejavnostima. Torej imava zelo različne naročnike, ti delaš z podjetji, organizacijami, jaz delam z mladimi, ki odhajajo na študij v tujino, delam z manjšimi podjetji, ampak en drugemu sva lahko doprinos tudi v tem, da dajeva različne poglede na situacije in na izzive. To sem recimo tudi opazila kot vsaj meni konkretno zelo pomembno izkušnjo. Zato tukaj mogoče tudi vprašanje, si na voljo, preden zaključiva oddajo, si na voljo tudi drugim
podjetnikom, mikropodjetnikom, SP-jevcem, SP-jevkam za to vrstno sodelovanje? Ja, absolutno. Malo bi se sam nazaj še navezal. Na koncu dneva različni posli imajo v bistvu so zelo podobni med sabo. No? Tako, tudi če se mogoče na papirju sliši, to je pa čisto totalno druga dejavnost, neke osnove so dost podobne. In kar je še zelo pomembno tudi pri teh sodelovanjih in na splošno, je že to, da nekdo, ki je, ne vem, v bistvu niti ni pomembno, je on samo zaposlen ali pa ima mogoče ekipo, je fajn, da v nekem svojem poslu se pogovori še z nekom zunanjim, ki je izven tega njegovega podjetja ali pa kroga, ker pa vse ima nekaj podjetniških izkušenj. In dostikrat se že med tem pogovorom ugotovi, ok, zakaj pa se to sploh dela, kaj pa bi to sploh, kaj si res želiš, kaj je res cilj, in skozi ta pogovor. In tudi tako smo v bistvu pri nekem sodelovanju, vem, da smo tudi tako naredili, smo se usedeli z nekom, ki je že imel nek posel, pa so delali ful enih stvari in potem smo se pogovorili, kaj bi res radi delali, in smo ugotovili, ok, kaj bi res radi delali. In to smo spet prišli iz tega parurnega pogovora, kaj bi delali, kako bi delali, na kakšen način bi delali, in pa v bistvu s temi accountability momenti smo pripeljali do točke, da v bistvu zdaj in so bolj uspešni v podjetništvu in tudi delajo točno to, kar si res želijo. In ta nek uvoden pogovor z nekom, ki ni čisti iz tvojega kroga, ti že ta veliko prinese. Ker sam še malo sem navezal, spet samo zaposleni ali pa kdo drug, se malokrat vpraša o svojem biznisu. No? Hvala. Se pravi, če ravno smo samostojni podjetniki, je zelo pomembno, da se povezujemo, da imamo nek svoj krog, odlično, če imamo accountability partnerja, ki je verodostojen, ki zmore držati prostor, ampak sicer je tudi pomembno, da imamo tisto svoje pleme, skupino ljudi, ki nam lahko pomaga, svetuje, nas opolnomoči, ko je to potrebno. Absolutno. Še bi lahko klepetala, ogromno odličnih izhodišč, ampak najin čas se žal izteka, tako da se ti res iskreno zahvaljujem, da si bil naš gost na Moja TV, Ljubljana TV, da si prišel v oddajo Moj SP. Upam, da še ob kakšni drugi priložnosti. Hvala. Hvala zelo. Hvala pa tudi vam vsem, ki ste bili z nama, in hvala, ker z lokalnimi nakupi pomagate podpirati domače slovensko mikrogospodarstvo, nas SP-jevce in SP-jevke. Vsem SP-jem, ki nas gledate, želim čim več povezovanja in sodelovanja.